Nazadnje, ko smo šli čez module, sem vas malo gledal po očeh, pa sem videl, da smo imeli malenkost preveč predavanj, pa malo premalo vaj. Tako da bomo danes imeli eno gigantsko vajo, da bomo naredili vse tisto, kar smo se do zdaj naučili. In sicer naredili bomo eno celo spletno stran. Skupaj z dizajnom, skupaj z podstranmi, skupaj z moduli, vse bomo naredili. Poskušali bomo narediti kopijo tele spletne strani. Če si odprete v brskalniku mlinarjevsin.si, da boste imeli vsi to odprto kot demo. Ta stran mimogrede ni narejena v Diviju, ampak v enem drugem urejevalniku. Visual Builder, če se prav spomnim. Nisem je jaz delal. Tako da jo lahko pluvate na polno, če hočete. Tega se pa minus točke. Greš pod Divi. Na levi strani imaš Divi, čist spodaj na koncu. Pa greš pod Theme Options. Zdaj tukaj boš imela eno četrto ali pa peto možnost Fixed Menu. Ja, vse ga že imaš. Fixed Navigation Bar. To je to. Zdaj ga lahko izklopiš, ne, ampak zdaj se ti ne bo držal zgornjega dela zaslona. Ne? Ja, ne bo se premikal, ne? Mislim, pač on ti bo pobegnil, ne? Če jaz zdaj začnem scrollati tlele, ne, ta stvar se bo, ne, to je zdaj Fixed Navigation Menu, ne? Če pa bi to izklopila, bi se pa on seveda držal te točke in v trenutku zgine pol, če, ne? Hočeš se pač odločiti ali, ne? Gre pač čisto za oblikovno odločitev. Zdaj, koliko napak najdemo na tej glavni strani? Ja, nekih oblikovnih napak ali pa kakšnih drugih napak. Ta slika, ta ogromna slika, ja, ne, gigantski slider, ne, ki je čez več kot cel zaslon, ne, je ena zadevščina, tlele kakšen problem. Ja, ne, te slikce niso enako velike, ne, tako da pač vse fali, ne, ta je pač konkretno premehna, ne, in je stvar. Tako, ne. No, to je pa, ne, 100 ljudi 100 čudi, ampak ja, ne. Ta problem pa je, ne, zdaj recimo oni so si izbrali Google font, ki nima šumnikov, oziroma ima šumnike, ampak nima pa č-ja, ne, to je pač največji problem, ki ga imamo vedno pri slovenskem jeziku, da večina fontov bo imela š pa ž pa dž, č-ja pa žal ne, ne. Tako da ta Google font, ki so si ga izbrali, pač ni primeren za slovenske spletne strani. Ok, ta prva zadevščina, ki jo bomo naredili, je, da bomo šli v Appearance pa Customize in bomo z atomsko bombo naš dizajn, ki smo si ga postavili, zresetirali. Tisti, ki ste si že ful zdizajnirali svojo stran, pa hočete ohraniti ta dizajn, lahko preskočite ta korak. No. Oni, ki pa imate demote na svojem računalniku, pa dajmo to narediti. In sicer znotraj tega customizerja imate tole ikonco. Ja? Tukaj bomo kliknili na tole ikonco in tukaj izbrali import in pa potem izbrali tisto datoteko, ki sem vam jo poslal. Resetiraj me nežno.json. Tudi v USB ključku. Tukaj bomo izbrali resetiraj me nežno
in pa potem kliknili na import, customizer settings, POV. Kaj se bo zdaj zgodilo? On bo pozabil vse te dizajn zadeve, kakšen font je, kakšna barva je, kakšen meni imamo, kakšni razmaki med črkami, vse. Ne? Tako, kot da bi na sveže namestili spletno stran. To je to. Zdaj, tlele si, daj samo mičkam se zamirim, da boš videla, kaj imaš mičkam, kaj nekaj resolucije, evo, ne, imaš celo. Ok. Pa lahko zdaj zapremo tale naš customizer. In če si zdaj pogledamo našo spletno stran, je tako, kot smo si jo čisto na začetku namestili. Ne? Zdaj pa, naslednja stvar, ki jo bomo naredili, je, da si pogledamo zdaj tole spletno stran in si poskušamo razumeti, kakšna je njena struktura. A mi zna kdo povedati, kakšna je njena struktura? Kar se tiče podstrani. Ja? Mama? Tukaj jih imamo v meniju zgoraj. Ne? Torej imamo glavno stran, imamo predstavitev, imamo izdelki, cenik, nakup pa kontakt. A je kakšna od teh stvari po vašem novica? Ne? Samo statične podstrani imamo. Ne? Se pravi, vse, kar bomo zdaj naredili, gre pod pages. Pa dajmo zdaj narediti to. Ne? Torej, dajmo zdaj si narediti eno podstran domov, eno podstran predstavitev, eno podstran izdelki, cenik, nakup pa kontakt. Dajmo ignorirati tiste dve, ki sta tlele, če gremo z miško čez, zato ker jih ne bomo uporabljali. Torej, domov, predstavitev, izdelki, cenik, nakup pa kontakt. Dajte narediti te podstrani. Mislim, samo pod page, naredi nov page. Mislim, v slovenščini se moram skozi popravljati, zato ker če rečem stran, je to dvomljivo spletna stran ali stran. Ne? Tako da raj rečem podstran. Mimogrede, jaz jih bom pa zdaj, preden jih bom začel dodajati, bom vse trenutne zbrisal. Da označite vse, ne, imate tukaj in zgoraj in spodaj tole. Ne, se pravi, kliknem na eno izmed teh dveh, tako da mi označi vse. Potem imam pa tukaj zgoraj bulk actions. In dam samo move to trash, pa apply. Evo, pa so mi pobegnile vse skupaj v koš, tako da imam čisto sveže. Ja, to je v redu. Samo daš start building. Evo. Ja, to prvič moraš izbrati. Evo, to je to. Ne? Se pravi, veš, ko začneš čisto iz nule, ne, pač ti bo on predlagal, kaj hočeš. Ne? Hočeš iz kakšnega shranjenega fajla ali hočeš kaj drugega. Veš kaj, ne rabiš zaenkrat še Divija aktivirati, samo pač imej domov, pa daš publish. Ne? Evo, to je to. Naslednjega. Kar daj, add new. Ja? Aha, pa najbolj da na prvo res zbrišeš. Ja, kar daj zavrzi. Evo. Lahko jih zbrišeš, lahko jih pa pustiš. Mislim, sam pač, da... Ja? Lahko greš pod pages, ne? Zdaj pa samo klikneš čizga tlele na title. Tukaj pik. Ja? Evo, ne? Pa imaš bulk actions. Ja? Ja? Move to trash. Pa apply. Ja, pa so šle vse v smeti. Sad sem obrisala sve. Ja? I ovo što sam napisala. Zdaj. Ok. Ja, peva pod trash. Pa jih bova samo označila tiste. Se pravi, pik, ja?
Izdelki, kontakte. Ja. Opet spet bulk actions. Pa imaš restore. Pa da je apply. Samo en cenik, pa samo en nakup, ja. Smo vsi? Ok, kaj bi bil naslednji korak? Zdaj smo naredili te strani. Kaj bi bila naslednja logična stopnja? Točno tako, ne? Se pravi, pojdimo v Appearance pa Menus in bomo naredili nov meni, oziroma lahko tudi uporabimo tistega, ki smo ga imeli zadnjič. Se pravi, da brišem jaz elemente iz menija, kliknem tukaj na tole puščico na desni strani in imam potem tukaj Remove. Pa jih bom pometal ven. Ja. In tukaj na levi strani imamo pod Pages, mislim, da bi mogli biti vsi, tako da jih potem samo obkljukamo, pa damo noter Add to Menu. In da bomo pa najprej naredila meni, da imamo eno ime. Čisto vse. Evo in zdaj jih lahko na levi strani vkljukaš. Tako. Kaj je ena stvar, ki jo jaz moram še narediti zdaj? Nobena od teh ni pod drugim, ampak nekaj drugega je zdajle problem, ki ga imam. Vrstni red, tako, ne? Torej, domov gre najprej, na pamet jih ne znam. Predstavitev, cenik, nakup, evo, ne? In pa zdaj bi jaz več ne uporabljal tistega sekundarnega menija, ne? Če se spomnite, je bilo tista modra zadevščina čisto od zgoraj, ne? Tako da si bom tukaj skenslal, ne, da hočem ta meni uporabljati na tej lokaciji. Še vedno jo želim imeti v nogi in pa še vedno jo želim imeti kot primaren meni na strani, tako da bom samo tukaj skenslal secondary menu in potem ne si pozabiti na Save klikniti, da se zadevščina shrani. Kako? Tisti bomo ignorirali, ko bomo dali oba dva cenika skupaj, pa oba dva nakupa bomo dali skupaj. Smo vsi shranili meni?
Samo klikam tukaj na tale spustni meni in potem daš tukaj remove. Okay. Pa še daj home ven, kaj ga imaš enega preveč. Ja? Zdaj pa samo še save menu. Ok. Naslednje vprašanje. Kako si zdaj nastavimo, da bo ena od teh strani glavna stran, ko pridemo gor na spletno stran? Nekje pod settings. Tako, ne? Settings pa reading. Pojmo v settings pa reading in tukaj bomo definirali, ne, kaj bo naša glavna stran pokazala. Ne? Torej, nočemo imeti, zato ker nobene novice nimamo na tej spletni strani, ne? Nočemo tega show my latest posts, ampak bomo tukaj izbrali aesthetic page in potem tukaj izbrali domov. Ne? Torej, domov bo tista stran, ki se bo pokazala, ko nekdo pride na recimo vitamini.si v mojem primeru. Ne? In ne pozabiti shraniti.